Začetek drugega kroga prve lige poteka v Novi Gorici, kjer je domača ekipa pričakala Velenjčane. Obe ekipi sta v prvem krogu izgubili, Gorica pri Olimpiji 4:1, Rudar pa doma nekoliko presenetljivo proti Krki 0:1. Prva akcija za Elekeja, ki je bil dobro razpoložen že v prvem dvoboju, tokrat je zadel le zunanji del mreže v 4. minuti. Še en poizkus Goričanov, Jaka Kolenc je meril močno daleč, ampak nekoliko premalo natančno. Goričani so bili boljši v tem prvem polčasu, streljal je Arčon, obramba Radana, potem pa velika priložnost in žoga je na koncu končala le mimo vrat. Po kotu Babiča priložnost za Velenjčane, čez gol je meril Knezović, potem pa še prosti strel za Eterovića, novinca, starega znanca v Velenju. Potem, ko je zadnje pol leta nosil dres Domžal, se tam ni naigral, se je vrnil v velenjsko jato. Do konca prvega polčasa pa še tale situacija, ki je prinesla tudi gole, tole je bila podaja Knezovića svojemu vratarju in direktni prosti strel, iz katerega pa je po kratki podaji Arčona Martinović zadev za 1:0. Goričani boljši v prvem polčasu in ob koncu tega prvega dela še 6. gol Martinovića v prvi ligi, takole se veseli v prednosti za severno-primorsko ekipo. Polčas Gorica, Rudar 1:0, v drugem delu pa še naprej nekoliko boljša igra sinje modrih, najprej podaja pred vrata, kjer je previsoko meril Eleke, povratna žoga za Babiča in izjemna obramba tokrat vratarja Sorčana, ki je rešil Goričane. Še en prodor Elekeja, ki je lepo preigraval, ampak zatresel le zunanji del mreže. Tekma je bila živa, priložnost za Knape, tokrat je streljal Babič, na pravem mestu Sorčan, ki je še enkrat več rešil Goričane. Ob koncu dvoboja pa vendarle še nov zadetek, podaja pred vrata in na pravem mestu je bil Džuzdanović, ki je podstavil nogo in povišal prednost na 2:0. Podal je Celcer, Džuzdanović pa je zadev za povišanje prednosti Goričanov. Kmalu so se Velenjčani vrnili v igro, to je bila kombinacija po kotu in povratni žogi, zadev je Luka Prašnikar, ki je podstavil glavo in žogo preusmeril gole ter še naprej ohranil Velenjčane pri upanju za morebitno točko. Ampak gostje priložnosti več niso imeli, še ena akcija domačih v predzadnji minuti. Eleke je prodrl po desni strani, lepo preigraval in potem še streljal, na pravem mestu pa je bil Radan, ki je žogo uspel izbiti. Tekma se je končala, Gorica Rudar še tretji zapored, zmaga Goričanov 2:1. Je bila pa težka tekma. Jaz sem zadovoljen, da so fantje zgarali tekmo, da smo prikazali dobro igro, borbeno, so dali maksimum. Ustvarili smo si dosti priložnosti. To je pomembno. So bili momenti v tekmi, ki smo tudi trpeli, ampak nekako smo zdržali. Ja, sigurno, da smo zelo naivno dobili prvi zadetek. Zdaj bi lahko debatirali o tem, je bila to podaja golmana ali je bila to prestrežena žoga našega kapetana. Jaz mislim, da glede na prvo tekmo smo odigrali dosti boljšo tekmo, še posebej v drugem polčasu, kjer smo bili močnejši od Gorice.